Pozdravljeni, dragi poslušalci v podcastu Rdeče pesem. Poslušate novo epizodo Pesinega soka. Marec je bil mesec žensk. Tako smo vsaj poslušali v poplavi reklam, ki nas v mesecu marcu prepričujejo, da kupimo rože in bombonjere za naše mame, babice, oziroma vse ženske, s čimer bi se jim naj poklonili za domnevno požrtvovalnost za delo, ki ga opravljajo iz ljubezni. 8. marca smo praznovali dan žena, ki ga je pospremil ljubljanski protest, v katerem smo opozarjali na breme reproduktivnega dela, ki ga po večini še zmeraj opravljamo ženske. Hkrati smo priča vračanju patriarhata, ki se kaže v pogospodinjanju žensk, vračanju reproduktivnega dela v zasebno domeno družine. V mesecu marcu smo tudi priča pokolom žensk v Palestini. Palestinke namreč skupaj z otroci predstavljajo kar 2/3 žrtev genocida, ki ga izvaja izraelski režim apartheida. In že desetletje živijo pod okupacijskim režimom, kjer so dnevno podvržene bombardiranju, diskriminaciji, nasilju, pa pomanjkanju osnovnih življenjskih potrebščin. Ob misli na palestinske ženske lahko samo s cmokom v grlu spremljamo grozljive statistike, ki nam pričajo o položaju žensk v sodobnem svetu. Kakšni sta torej sedanjost in prihodnost žensk v kapitalističnem sistemu? Kaj so osrednji problemi žensk in zakaj jih liberalni feminizem nikakor ne uspe rešiti? Zakaj se patriarhat še poglablja in zakaj ga najbolj občutimo prav ženske iz delavskega razreda? Najbolj tiste, ki delajo v feminiziranih, podplačanih poklicih. Na ta vprašanja bomo danes poskušali odgovoriti v novi epizodi Pesinega soka. Z vami sem Jerneja, naši gosti pa sta Urška Janžič, študentka biomedicine, tudi novinarka na Radiu Študent, in Laura Jelič, osebna asistentka. Vsem trem nam je skupno, da delamo v feminiziranih poklicih. Sama delam v učiteljskem poklicu, ki je tudi že od nekdaj povezan z vzgojo in skrbjo za otroke. Zato tudi ni naključje, da v njem prevladujejo ženske. Pozdravljeni, Laura in Urška. Zdravo. Zdravo. Ja, pozdrav vsem skupaj. Laura, pa če začnemo s teboj, kaj so največji problemi, ki jih ti vsakodnevno občutiš kot osebna asistentka? Pozdrav vsem skupaj, pozdrav poslušalcem. Za začetek, osebna asistenca se javno financira, to je financirana dejavnost, ki se izvaja v zasebnem sektorju. Torej, razdrobljena je med dobrih 100 izvajalcev osebne asistence, to je društev, zavodov in invalidskih organizacij, ki so v medsebojni konkurenci, se pravi v boju za uporabnike. Saj je financiranje popolnoma odvisno od opravljenih ur pri posameznemu uporabniku. Zato vodstveni delavci, torej usklajevalke in strokovne vodje, praviloma zelo redko zaščitijo asistentke in asistente pred spornimi zahtevami s strani uporabnikov ali njihovih družinskih članov. To pač ni v poslovnem interesu izvajalcev. Nezadovoljni uporabnik lahko pride k drugemu izvajalcu, z njim pa utečejo tudi finančna sredstva. Od vodstvenih delavcev bi pričakovali, da sprejemajo strokovne odločitve in nas zaščitijo. Številni bi to tudi hoteli, vendar jim poslovni interes poslovnega vodstva to preprečuje. Ko so postavljeni pred izbiro med svojo službo in našimi težavami ali našo službo, izberejo svojo službo in se ne solidarizirajo z nami. Razlike med izvajalci seveda so, nekje je boljše, nekje slabše, nekje je zelo slabo. Prav v redu pa ni nikjer. Tudi pri izvajalcih, pri katerih je najboljše in velik prepad med idealom neodvisnega življenja oviranih oseb, se pravi uporabnikov, in realnostjo prakse. Me asistentke naj bi delale po navodilih uporabnic in uporabnikov in jim s tem omogočale, da ob naši pomoči počnejo iste stvari, kot jih lahko počnemo vsi drugi. Da nismo v tej meri ovirani. S tem naj bi omogočale odpravo ovir, ki jim jih postavlja družba, ki jih odriva na svoj rok, namesto da bi se jim prilagodila in odpravile ovire. V tem smislu je osebna asistenca ravno izraz družbene solidarnosti, pripravljenosti družbe, da te ovire odpravi. Vendar je ta pripravljenost očitno omejena. Omejujejo pritiski predstavnikov kapitala po znižanju davkov, po razbremenitvi gospodarstva, češ da drugače naše gospodarstvo ne bo dovolj konkurenčno.
Prepričani smo, da je to bil glavni razlog za to, da je osebna asistenca vzpostavljena v zasebnem sektorju. Država se tako lahko izogne odgovornosti upravljanja in zgolj zagotavlja sredstva, ki jih lahko znižuje, kar se trenutno tudi dogaja. Zniževanje financiranja je možno na 2 načina, oba sta krivična in škodljiva. V praksi se prepletata. Po eni strani se lahko oviranim osebam znižajo ali popolnoma odvzamejo upravičenje do obsega ur osebne asistence, po drugi pa se breme zategovanja pasov lahko prenese na osebne asistente. Prvi na udaru smo osebne asistentke in asistenti. V zadnjih 2 letih izgubljamo obseg dopusta in višine dodatkov. Od nas se pričakuje, da bomo delali petke, svetke, ponoč, med vikendom in prazniki. Urnik za naslednji teden dobimo še na konec tedna. Ob tem pa se ne zaslužimo nič več od minimalnega dopusta in plače, s katero životarimo. Lahko zamislite, kakšne posledice imajo taki pogoji na naše življenje. Po napornem dnevu lahko samo še pademo v posteljo. Zagotovo ogromno teh težav oziroma problemov, ki si jih naštela, izhaja točno iz tega, kar si tudi sama povedala, da gre za tržno dejavnost. Ne. Zdaj, Urška, ti si pa študentka laboratorijske biomedicine. Ne? Tudi tukaj najbrž gre za feminiziran poklic. Rekla si, da v laboratorijih večinoma delajo ženske. Ja, res je. Zdaj, ta poklic, torej inženir laboratorijske biomedicine, je v bistvu nov poklic. To je 10 do 15 let. Mislim, da je ta program pri nas torej bil ustanovljen nekaj po letu 2000 in gre za neko kot nadgradnjo, torej zviša se boš to zrezala. Torej, to je nek poklic, ker v bistvu delaš delo laboratorijskega tehnika, ki je že nekako uveljavljen poklic, torej tehnic in tehnikov. To so pač vse državno regulirani poklici. In ja, ti so vsi res zelo feminizirani. Jaz sem malo pogledala podatke, me je zanimalo res, kakšne so številke, in ima NIJZ za vsako leto točno število, koliko je zaposlenih moških in žensk. In ja, je res zanimivo, da torej tehnic in tehnikov je bilo recimo v letu 2022 550 tehnic pa 60 tehnikov. Isto inženirjev, kar je recimo to, kar sem jaz doštudirala, torej na dodiplomski ravni, jih je bilo 400 proti 35. In podobne številke sem pol gledala še malo za oskrbovalce, za negovalke, za medicinske sestre, je pač res razmerje ful prid ženskam. Se pa pol nekako začne manjšati to razmerje, ta razlika, više, kot greš po neki stopnji izobrazbe. In pol recimo zdravnikov je bilo lani malo manj kot 500, zdravnic pa 1100. Tako da je pač vseeno neko manjša razlika med moškimi in ženskami, kot pa pri teh nižjih poklicih. Ne. In ja, mogoče tudi to, da pač to, kar jaz študiram, je že na samem študiju sta bila, mislim, da 3 sošolce sem imela, pa pač same punce. Ne. Imaš kako razlago morda, zakaj je ta poklic feminiziran? Ja, mislim, po eni strani, po mojem, pač vseeno se mi zdi malo zanimivo, ker to je vseeno bolj tehnično delo, da je vseeno bi lahko bilo več fantov po tej neki logiki, moški so bolj za tehniko, za neka ne fizična, ampak tudi taka neka tehnična dela. Po mojem, ne vem, mogoče je malo tudi vseeno boš šel pač kot ženska, boš šla prej delati v laboratorij, kot pa neko fizično delo, ne vem, zunaj, kjer bi šel nek moški iz istega razreda, nekega delavskega, bo pač šel neko fizično delo, bo nek gradbenik. Mogoče to, ker pač više, kot greš po hierarhiji, pa je že vseeno pa je že manj žensk. Ja, tako se podobno je tudi v mojem poklicu, v šolstvu.
više kot greš, torej v osnovnih šolah so bolj ali manj skoraj izključno ženski kadri. Vse tudi statistika, tudi mi se spomnimo, ko smo hodili v šolo, lahko učitelje moške našteješ na prste ene roke verjetno. Više greš po lestvici, recimo v teh akademskih krogih na univerzah, pa potem že prevladujejo, no ne na vseh, ampak na veliko univerzah pa že prevladujejo moški profesorji, ne. Zdaj, ko govorimo o teh feminiziranih poklicih, gre sicer običajno za precej slabo plačana dela. Zakaj mislite, da so ta dela tako necenjena? Če se mogoče konkretno navežemo na vajino delo, pa mogoče najprej na delo osebnih asistentk in asistentov. Laura, ti si že prej nekaj omenjala. Zakaj družba tako malo ceni vaše delo? Ja, zato, ker verjetno obstaja neko prepričanje, da smo ženske, ne vem, drugačne kot moški in bolj nagnjene izbiro poklicov, ki nas notranje izpolnjujejo, s katerimi osmislimo naše življenje, ne glede na slabo plačilo. Dvomim, da je to. Menim, da je razlog bolj v tem, da se večini moških zaradi stereotipov, ki jih imajo v glavah, določena opravila zdijo preveč sramotna. Poleg tega imajo več možnosti za zaposlitev v drugih, tudi slabo plačanih dejavnostih, ampak če se izkaže, da je prepričanje utemeljeno, gre še vedno za namerno izkoriščanje osebnih nagibov strani zaposlovalcev oziroma financerjev. Ja, mogoče jaz bi tu rekla pač konkretno nekdo, ki je laboratorijski tehnik, laboratorijska tehnica. To je pač vseeno že delo, ki malo meji tudi na neko čiščenje, predpripravo, sprejemanje nekih vzorcev, neko administrativno delo tudi lahko, kar je pač že bi pač naj bilo v domeni žensk. Je malo podobno tudi mogoče temu, kar v družini ženska dela, pomiva posodo, ne, tudi v laboratoriju pač pomivaš tisto steklovino. Tako da se ti neki družbeni stereotipi pa pač položaj, ki ga ima ženska v neki kapitalistični družbi, se pač odseva tudi v teh poklicih, no. Ja, ker so večinoma tudi povezani z nekim skrbstvom, ne? Tudi s takimi opravili. Narava dela je taka, da je velikokrat podobna ali pa izhaja iz podobnega dela, kot je delo v gospodinjstvu, ne? Tudi jaz imam mogoče en zanimiv primer. Delala sem na Patološkem inštitutu, v arhivu, ampak tam imajo laboratoriju, torej narezovalnici pa laboratoriju, kjer v bistvu delajo tisti najbolj dirty work, ko dobiš organe in jih moraš narezati in pripraviti vzorce. Tu so pač same ženske. V bistvu je sam en, fant je bil študent, zdaj na novo, čisto same ženske, nobenega zaposlenega ni, ki bi bil moški. Nasprotno pa recimo obdukcijski tehniki, oni pa dobijo pač tja neko mrtvo truplo, oni pa morajo tam z žago to narezati, tudi morajo bolj dvigovati tisto telo, bi rekla, je pač fizično bolj naporno in tudi že pač idejno je to bolj neko delo, ki ga pač dela moški in tam pa so sami moški. Zanimivo, da si to izpostavila. Zdaj, ti si že v bistvu povedala, v čem vidiš ti vrednost in pomembnost tega dela, ker to je delo, ki ga v bistvu noben noče ravno opravljati, ne. Kaj bi rekli? Obe opravljata v bistvu zelo pomembno delo za družbo. Mogoče lahko povesta, v čem vidve vidita vrednost in pomembnost vajinega dela. Kako s tem pripomoreta družbi? Ja, ta naša osebna asistenca, ne, kot rečeno, je smisel osebne asistence pač odpravljanje ovir, ki jih na storilnost in s tem na profit naravnana družba postavlja ljudem, ki so drugačni in ki se jih v obstoječi družbeno-ekonomski ureditvi ne da brez nadaljnjega izrabiti za nek proizvodni proces ali storitev. To lahko razumemo kot družbeni korektiv, bodisi v smislu, da se v pomoči osebnih asistentov vsem omogoči kvaliteta življenja, ki jo večina nas dojema kot samoumevno. Ali pa v smislu, da se v pomoči osebnih asistentov samo nekaterim, med njimi tistim, ki so tega zmožni, omogoči, da se vključijo v kak proizvodni proces ali storitev.
V interesu kapitala je seveda zgolj druga možnost. Mi pa se zavzemamo za to, da se omogoči vsem. Bodi si v okviru osebne asistence, bodi si v okviru močno razširjene dolgotrajne oskrbe ali kakšne druge oblike socialnega varstva. Potrebe oviranih oseb so namreč zelo različne in dejansko zahtevajo različne pristope. Toda pomembnost našega dela je ravno v omogočanju človeka vrednega življenja vsem. Ne glede na to, ali smo danes osebne asistentke ali jutri oskrbovalke. Ampak slutimo, da se na videz strokovna razmejitev pripravlja predvsem zaradi interesov kapitala. In vidimo, kaj se v bistvu zgodi, če je tako delo podvrženo kapitalu oziroma čisto sledi logiki kapitala. Kaj pa ti, Urška? Kaj pa tvoje delo? Ja, mislim, meni se zdi to delo, ki ga pač opravljajo vsi v nekem javnem zdravstvu, pa tudi, zdaj že grejo tudi ti delavci v zasebni sektor, samo zato, ker pač mogoče imajo tam lahko višjo plačo, ampak kakorkoli, pač to je delo, ki je družbeno res pomembno. Zdaj, brez nekih diagnostičnih preiskav, torej nekih rezultatov, ki jih nek tehnik tam proizvede, ne bo zdravnik mogel predpisati pač zdravila, nekega zdravljenja, diagnoze. In ja, ne vem, meni se zdi to vseeno tako plemenito delo na nek način, ker pač rešiš človeka s tem. No. In je žalostno, da je to, da je tako, pa ne samo podplačano, pač tudi čisto necenjeno, pa ker tudi vidim, pač kjerkoli sem delala, pač je vedno neko nezadovoljstvo pri teh zaposlenih tam, ali še delajo še po službi, ko je že itak ful naporno, ker je res ful tempo, moraš ful dosti vzorcev tam narezati, pripraviti, in pol še, ne vem, po službi še nekaj delajo, ali pa, ne vem, že imajo itak doma, ker so ženske to, imajo še doma vsa gospodinjska dela, kuhanje in to, in so res vidno utrujene, tako bi rekla, tudi starejše izgledajo za svoje leta. Ja, no, pa tudi drugače se mi pa zdi, da to je čisto moj, pač, kar sem skozi neko svoje delo, ko sem delala v laboratoriji, sploh tu na Patološkem inštitutu, me je ful fasciniralo, da vseeno pač je bil to nekoč v socializmu res nek cenjen poklic, oziroma se je delalo na tem, da je zdravstvo imelo neko vrednost, ne, je tudi infrastruktura postavljena na tak način, da, ne vem, tukaj na Patološkem inštitutu je bilo po 5-6 arhivov, kjer so shranjeni čisto vsi vzorci in lahko imaš zaposlene ljudi samo zato, da tam zlagajo te vzorce, da mogoče, če bo nekdo čez nekaj let pa rabo nek star vzorec, ti ga bo nekdo našel in ti ga dal. In pač se mi zdi, da to res nek kapitalizem tega ne more ustvariti pa ne ohranjati, ker pač to res ni v interesu kapitalu, da sploh take stvari imamo, ampak so pa pomembne. Ne? Ja, ker na prvi pogled to ni nekega profita od tega. Definitivno pa služi družbenim potrebam. Ne? In tako si rekla, Urška, mislim, da je to pomembno še enkrat izpostaviti, da so to dela, da je vsem nam tudi skupno, da gre za delo, ki ga opravljamo, je pogosto nevidno, ne? Ali pa je neviden tisti del, ki ima potem neke učinke za družbo, ki služi družbenim potrebam. Zdaj, ženske smo tudi na razgovorih za službo in na delovnih mestih pogosto razumljene kot matere ali pa potencialne matere. Sklepajo, da bomo mi tiste, ki si bomo jemale recimo bolniško za bolne otroke ali pa pozneje, ko bomo skrbele za starejše sorodnike. Zdaj, mlajše ženske so vse pogosteje zaposlene preko podjemnih, avtorskih pogodb ali pa dobijo službo za določen čas, ker se jih s tem na nek način drži v šahu oziroma se jih lahko hitreje znebijo, če zanosijo. To nas še bolj postavlja v ekonomsko odvisen položaj. Kako vi dve gledate na to? Ste mogoče vi dve imeli kakšno tako izkušnjo, ko ste bili na intervjuju oziroma na razgovoru za službo, ali pa veste za kak primer vajnih prijateljic ali pa sodelavk, ki so občutile ta pritisk, ko so se zaposlovale? Jaz osebno nisem bila v taki situaciji, ne? Ampak pač ta vaš zaposlovalec praviloma vsem ponudi zaposlitev za nedoločen čas. Ne? To je 6-mesečno poskusno dobo.
V tej poskusni dobi pa je marsikatera sodelavka bila odstavljena, čeprav ni bilo utemeljenega razloga. Zadostuje že to, da se recimo za uporabnico osebnostno ne ujameta. Drži pa, da pa pri prekinitvi delovnega razmerja v času poskusne dobe pravice na zavodu za zaposlovanje ostanejo ohranjene, ne? Vsaj to. Obstajajo pa izvajalci osebne asistence, ki ne zaposlujejo praktično nikogar, ampak angažirajo celo do 80% samozaposlenih asistentk in asistentov. Obstajal je primer izvajalca, ki je sicer sprva ponujal zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo, ali ob koncu poskusne dobe je pa pač dal asistentkam vedeti, da poskusne dobe ne bodo opravile, če seveda ne odprejo SP-ja in nadaljujejo v tem aranžmaju. Torej, takšni izvajalci so paraziti, ker parazitizirajo na višini cene ure storitve, torej enoto financiranja, ki je ministrstvo za delo določi za stroške zaposlenih osebnih asistentov, ali pa se pač hvalijo, da nimajo finančnih problemov, ne rabijo plačevati za dopuste, bolniške, pa še dogovor lahko tudi kadarkoli prekinejo. Ja, potem v bistvu pride tudi več do tega samoizkoriščanja, ne, najbrž. Ker ste tudi vi s tem, ko so nekatere prisiljene ustanoviti SP, postavljene v medsebojno konkurenčen položaj, še bolj, no. Ja, Jaka, pa ti mogoče, Urška? ja, zdaj mogoče jaz bi rekla, da tukaj vsaj pri tem delu, ne, v laboratorijih in v nekem javnem sistemu ni toliko tega, da bi, po moje predvsem pač zato ne gledajo toliko na to, da ne vem, ne bodo zaposlili ženske, ker bo mogoče noseča, ker pač je že itak to feminiziran poklic in so bolj kot ne same ženske in slej ko prej ena pač bo, ne. Je pa res, da pač, ja, glede prekarnega dela vedno več študentov pa zaposlujejo, ne, in pač na ta način mogoče se izvaja neka prekarizacija, da pol ne zaposlijo toliko, ne dajo toliko nekih rednih zaposlitev, ampak rajši flikajo s študenti. Ja, ne vem, imam pa recimo moja sestra pa študira elektrotehniko, kar pa je pač ravno nasprotno, ne, res bo delala v poklicu, kjer bojo sami moški okrog nje, ne. In njo je že zdaj strah, kako bo ona konkurirala, ne, z moškimi, za neko delovno mesto, kjer pa bojo sigurno raje vzeli moškega kot njo, ker pač bodo vedeli, da ona bo imela otroka in zdaj, če je neka armada nezaposlenih, kjer pač je dosti moških, bodo raje vzeli moškega. Ja, tako da mogoče je to pač prednost tega poklica, kjer bom jaz delala, da to ni taka stvar, ampak vseeno sem pa občutila tudi sama, ne vem, ko sem pač delala prek študenta, da recimo meni je bilo ful neprijetno, ko sem dobila menstruacijo in sem imela ful krče in mi je bilo slabo in sploh nisem mogla spati in drugi dan ne bi mogla v službo. Mi je bilo ful neprijetno sploh napisati, ker ne vem, že itak je bil pritisk, torej da me ne bo v službo, ne, je bil pritisk, da moramo čim več delati, da nas pač rabijo, da naj le ne bomo bolani, če je možno, in pol je pač ta neka, torej tvoje stanje, ker pač si ženska pa imaš menstruacijo, zdaj mora biti bedno se opravičiti, da te ne bo drugi dan v službo, ne. Ja, pa verjetno tudi to naleti na veliko mero nerazumevanja, ne. Ja, saj to, ker v smislu potrpi malo, saj imamo vse iste težave in tako. V času pandemije se je izkazalo, da večino skrbstvenega dela, na primer skrb za bolne, ostarele, še zmeraj opravljajo ženske. Podatki, ki analizirajo posledice pandemije na področju enakosti spolov, kažejo, da Slovenija na tem področju stagnira oziroma celo nazaduje. Podatki kažejo, da je skrb za otroke izključno odgovornih 3-krat več žensk kot moških. Prav tako se je v času pandemije izkazalo, da je skrb za starejše, obolele in onemogle večinoma na plečih žensk. Laura, kot osebne asistentke ne zgolj skrbite za vaše uporabnike, ampak pogosto opravljate tudi druga gospodinjska dela, na primer kuhate, perete, čistite. Ali se to od vas, pač ker delate v tem poklicu, kar avtomatsko pričakuje?
Um, ja, no, kot rečeno, naše delo naj ne bi bilo, da za uporabnike skrbimo, a ne, ampak da jim s tem, ko delamo po njihovih navodilih, omogočamo, da živijo bolj ali manj enako kot vsi drugi. To pomeni, da jim pomagamo, da opravijo osebno nego, da očistijo stanovanje, skuhajo kosilo, ne vem, operejo perilo, grejo v službo, če so zaposleni, planirajo svojo asistenco, pišejo urnike, evidence, pa še kaj, a ne. To se torej od nas upravičeno pričakuje. Isto velja za moške asistente. Pol je pa težava v tem, da so v zakonu o osebni asistenci naše zadolžitve zelo pomanjkljivo določene. Zato pogosto prihaja do izkoriščanja moči s strani uporabnika ali pa tudi družinskih članov. Zadostne podpore strani vodstvenih delavk in delavcev, kot že rečeno, zaradi poslovnih interesov tudi ni. Nekateri se tako predstavljajo, da bo osebni asistent služabnik, ki bo upravljal hišna opravila za celo družino. Imamo tudi primere, recimo, ne vem, ovirana mamica si misli, da bi ona, če ne bi bila ovirana, upravljala vsa gospodinjska opravila, torej kuhala za celo družino, prala vsem perilo, skrbela za vrt, štrikala ograjo. In tudi njena družina pričakuje od asistenta, da bo vse to počel namesto nje. In smo pri tem, da asistent okopava njivo, seka drva, pleska fasado in uporabnik ga nadzoruje, vse to pa zakon dopušča, ker v bistvu gre za delo po navodilih. Torej, to je v bistvu, pardon, da te prekinjam, ampak to je v bistvu edina opredelitev, torej delo po navodilih, in to je to. Navodilih uporabnika, in to je v bistvu bolj kot ne to je. Si ti sama kdaj izkusila to? Tudi si bila kdaj v takem? Se dogaja to, da ne rečem, na dnevni bazi. Tukaj moraš pol ti sam kot osebni asistent se tukaj zavedati, da začneš postavljati mejo, ne, oziroma da pač. Ja, pa že to, da sami postavljate mejo, je potem lahko vas v zelo neprijeten položaj spravi, ne? Absolutno. Kaj vi dve menite, kakšne so rešitve, da bi se te razlike odpravile? Urška, če še bi ti kaj dodala mogoče? Ja, ne vem, pač ja, lahko dodam, da zdaj sama mogoče vseeno nimam take težave, da bi, mislim, si porazdelim delo doma, ampak ja, sem videla to v svoji družini, pa tudi nasploh, da je pač vedno smo bile, jaz pa sestra pa mama tiste, ko smo kuhale kosilo. Ne vem, mogoče, se pri nas recimo doma tudi malo spreminja to, da jaz tudi delam zunaj, pa me ata malo vključi v neke moška dela in to, pa nekaj žagam in to. Ampak recimo, ko pa je en primer, ko je naša babica umirala, smo v dom za ostarele pač vsak dan hodile za njo skrbeti, sem jaz, pač mama pa sestra, vsi brati od mame, ker so sami moški, skoraj nikoli ni noben prišel, en je celo rekel, da ne bo hodil, ker ne more gledati take, ker ga bo preveč prizadelo, in pač sploh noben ni skrbel za njo in tudi pač zato, ker se to ženska dela. In takrat se mi je pač res delo bizarno, da pač ti človek umira in pol to na tak način, ne vem, si razložiš, da ni to tvoja skrb, ker si moški na nek način. Ja, ker ženskam je pa to lažje, ne, na nek način. Ja, to pa oziroma je to pač neka vloga, ki je itak naravna in nam pripisana zgodovinsko tudi. Glede na to, kaj smo se zdaj pogovarjali, se mislim, da lepo vidi povezava med delavskim bojem in feminizmom. Zakaj mislite, da moramo najprej odpraviti kapitalistični sistem, da hkrati odpravimo patriarhat? Urška. Ja, mislim, zdaj kapitalizem pa patriarhat pač gresta trenutno nekako z roko v roki. Kapitalizmu je še lažje nekako je posvojil patriarhat, zato da še lažje akumulira kapital. Zdaj lahko bi bilo tudi drugače. Ne vem, ni nujno, da kapitalizem obstaja, da mora biti neka delitev po spolu. Ampak
v tem primeru je pač tak, da ne vem, je to delo, ki ga pač upravljamo ženske, neko reproduktivno delo, neka gospodinjska dela, skrbimo za to, da bo pač in otroci in mož, da bo oblečen drugi dan za službo, da ne bo lačen. Pač za vse to skrbi praviloma ženska, ne. Zdaj, če so neke izjeme, da se pač v nekem gospodinjstvu dogovorita partnerja drugače, ampak praviloma pač je še vedno tak. Ja, ne vem, to se pač mora spreminjati ravno na tak način, da se to delo, ki ga zdaj opravlja ženska, da postane to neko delo družbe. To so pač primeri, bili poskusi neke recimo v socializmu, ne, kjer so podružbali ali pa podržavili neka skrbstvena dela od jaslice, vrtci, tudi pač to, da v službah, da so bile neke javne kuhne, da ni rabila še doma kuhati žena, pa dati možu v službo zraven, pa da je pač lahko tudi ona delala dejansko, ker ne vem, dosti je tega, da zdaj tudi za ženske delajo za krajši delovni čas, ravno zato, da lahko še doma skrbijo za otroke, ne. Povezano je, kapitalizem pa patriarhat sta povezano, je nujno, da se odpravi najprej kapitalizem. Ja, in s tem patriarhat oziroma gre kar z roko v roki. Laura, bi še ti kaj dodala? Ja, jaz pa ne vem, nisem ziher, ampak če je recimo patriarhat obstajal pred kapitalizmom, ne, pol ni garancije, da ga bo odprava kapitalizma odpravljena. Ja. Čeprav je najbolj še res, da bo šele odprava kapitalizma omogočala njegovo odpravo, ne, tako da bi rekla, da odprava kapitalizma in odprava patriarhata bi mogle iti z roko v roki, ne vzporedno, ne. Delavsko prizadevanje k odpravi kapitalizma je verodostojno, če si hkrati prizadeva za odpravo patriarhata, ne. Ja, mogoče patriarhat je v bistvu starejši od tega kapitalizma, ki ga poznamo, ali pa recimo že od prvega industrijskega kapitalizma. Ja, ali pa pri nas, mogoče v nekih zahodnih državah je pač ravno recimo to, kar si prej spraševala, če nas delodajalci sprašujejo, torej ali nameravamo zanositi v kratkem in to v bistvu njih zanima ravno zato, ker iz tega, da pač smo lahko noseče, izhaja neke pravice, ne, pač imaš nosečniški dopust, ali pa boš na bolniški, da boš pač za otroke skrbela par dni, če so bolani, ne. Torej, njih pač to boli, da te dni ti ne boš v službi, da bi pač za njih delala, njih ne zanima tvoj spol, ne. Njih to zanima, te pravice, ki jih ti imaš, posega v njihov prostor. Ja, jim onemogočajo izkoriščanje, ne, oziroma prekinjajo izkoriščanje. Ker imaš tudi pač v nekih državah periferije, pač izkoriščajo otroke, ženske, moške, ni sploh neke delitve, ne. Ja, zagotovo pa je še to treba dodati, ne, z odpravo kapitalizma ni nujno, da se hkrati odpravijo vsi patriarhalni vzorci kar čez noč, ne. Da je za to potrebno veliko dela in dejansko da to mora izhajati tudi iz potem nekih materialnih praks. Zdaj, v naših medijih pa velikokrat vidimo prispevke, v katerih v bistvu namigujejo, da je največji problem žensk trenutno to, da nas je premalo na vodilnih položajih. Recimo ta debata je bila zelo v ospredju, ko smo dobili prvo žensko predsednico države. Zdaj, kaj pravite? Je res največji problem žensk to, da nas je premalo na položajih? Ne, jaz bi rekla, da je pač ko praviš, da če je to problem so taki prispevki novinarski in kakorkoli, da sploh to na tak način predstavljajo. Ne, problem je, da obstajajo vodilni položaji in da pač tudi zdaj, če so ženske ali moški, kdorkoli je na teh vodilnih položajih, bo isto nasilen, pa represiven, pa ponižujoč do žensk na nižjih položajih. Ne vem, to je pač iluzija, ne. Ja? Laura, kaj pa ti misliš? Jaz tudi mislim, da ne. Tako da nismo nič na boljšem, ne, če me ženska zatira namesto moškega, ne. Da je položaj
odvisno od tega, za kakšno vodstvo gre, ne pa od spola vodstvene delavke, delavca ali šefice ali šefa. Po drugi strani se mi pa tudi zdi samoumevno, da če ženske tvorimo približno koliko polovico prebivalstva, nesorazmerje med vodilnimi položaji ne more biti upravičeno že zdaj, razen če se kako znanstveno dokaže, da so moški v povprečju res sposobnejši za take položaje. Ja, do tega pa mislim, da ne bomo nikoli do takih znanstvenih dokazov prišli. Zdaj, recimo na primeru Slovenije se to dobro vidi. Po tem indeksu enakosti spolov smo mi edino, na katerem področju smo napredovali, je ravno to, da imamo zdaj več žensk v politiki, ne? Več ministric, več poslank, predsednico države. In na nek način se je tudi takrat to predstavljalo za eno zelo progresivno stvar, zelo napredno stvar, hkrati pa vidimo, da v bistvu take prakse oziroma ženske na položaj same po sebi nimajo nič za opraviti z ženskami iz delavskega razreda. Ne spreminjajo njihovega položaja zaradi tega, oziroma njihova življenja niso nič boljša ali pa nič manj niso izkoriščene zaradi tega, tako kot ste tudi obe to povedali. Zdaj, kar se tiče liberalnega feminizma, se mi zdi bizarno tudi to, kar vidimo recimo v Palestini. Videli smo recimo posnetke izraelskega vojaka, ki je z mavrično zastavo stal na ruševinah. Poslušamo tudi velikokrat očitke konzervativcev ali pa liberalnih zahodnih feministk, češ, kako zdaj lahko vi podpirate Palestino, če pa oni ne priznavajo LGBTQ plus oseb, ali pa recimo, kako se lahko vi zavzemate za Palestino, če pa Palestinci zatirajo ženske. Gre pač očitno za neko dvoličnost, hinavščino, pa obsedenost z identitetnimi politikami. In mislim, da je ta sodobni feminizem, oziroma bomo rekli liberalni feminizem bolj pravilno, da je pravzaprav obseden s temi identitetnimi politikami. Kaj pravite vedve? Ja, sigurno. To je glavni problem, da ne prikaže resničnega nasprotja, torej ni problem v nasprotju med moškim in žensko ali pa pač kakršnokoli identiteto, ki si jo kdo nadane, ampak pač nasprotje med delom in kapitalom. In ne vem, sploh v Palestini je to še, ne vem, sploh bolj bizarno. Tam ubijajo ljudi, tam pač ubijajo ženske, otroke, ubijajo in tu ne vem sploh, kako lahko pridejo s takimi izjavami. Ja, pravzaprav so dve tretjini žrtev so tam ženske in otroci, ne. In vidimo potem, koliko je pač tudi tem, ki podajajo take očitke, koliko jim je v resnici mar za palestinske ženske, ne. Pač identitetne politike izkoriščajo za svojo lastno propagando, ne. Ja, pa tudi to, da se, ne vem, ves ta islamski svet pač predstavlja kot, da so torej te vrednote, da so proti, da so ženske v nekem podrejenem položaju, da so moški tam, še lažje jih označijo za teroriste, ženske pa predstavijo mogoče kot neke žrtve njih in pač zdaj tudi v tem genocidu so ženske vedno predstavljene kot žrtve, hkrati v tem primeru niti niso predstavljene kot ženske, ki so žrtve zahodnega imperializma, kar je pač žalostno, ampak... Po moje gre za to dvoličnost oziroma hinavščino, ne. Obsojajo Palestince, ker so še vedno vpeti v tradicionalne odnose, sami pa ne vidijo, kaj jim Izraelci že desetletja delajo, ne. Na Palestince gledajo ravno kot Izraelci, s katerim se identificirajo, kot na divjake, ne ljudi, opice, slepi, pa so za nečloveško ravnanje Izraela z avtohtonim prebivalstvom že od ustanovitve države Izrael naprej, ne. Ja, čista dvoličnost, ja, res je. Gre za to, da potem preusmerjajo pozornost iz tega, da se tam dogaja genocid, absolutno. Zakaj bi torej, če povzamemo, zakaj liberalni feminizem že zgodovinsko neuspešno rešuje žensko neenakost? Zakaj je do sedaj ni mogel rešiti, ne?
recimo, če poudarimo tudi to, vsej liberalni feminizem je nenazadnje zaslužen za veliko teh reform, ki so prinesle napredek za ženske v družbi, ne. Pa tudi nenazadnje jim, ne vem, socialistični feminizem ni nikoli oporekal reformam, jih je vedno podpiral, ne. Ampak zakaj te reforme niso dovolj, zakaj te koncesije niso dovolj? Zato, ker je slep za razredni boj, ne. Za dejstvo, da ne živimo v brezrazredni družbi, temveč v družbi, v kateri si nas vladajoči razred vse podreja, izkorišča, zatira. In če so pripadnice vladajočega razreda v tradicionalni vlogi soprog, so patriarhalno zatirane, če se pa v te vloge emancipirajo, pa postanejo same zatiralke delavk in delavcev. Ja, pač liberalne feministke so vseeno ženske, ki so v nekih boljših položajih, ne, ekonomsko, in imajo to možnost, da za sebe izborijo vedno, ja, tako kot zgodovinsko mogoče boj za volilno pravico, ki je pač, ja, konec koncev je vsem ženskam izboril, ampak sam parlamentarizem je pač stvar kapitalistične države in že sam parlamentarizem ne deluje v interesu večine ljudi, tako da pač s tem niso naredile kaj dosti za večino žensk, ali pa ne vem, boj za pravico do dedovanja, ne, da sej, ja, v redu, da lahko ženska tudi postane lastnica nečesa, ampak zakaj bi sploh morali biti lastniki posamezni nečesa, ne, s tem pač večina ljudi ravno ni lastnica ničesar, ne, če je del ljudi ima pa v lasti večino. Ja, in na podlagi tega so tudi pride do razrednih razlik, ne. Dokaz za to je tudi to, da te koncesije, te izborjene pravice, ki so včasih tudi celo vpisane v ustave, lahko v bistvu čez noč izginejo, tudi brez večjih težav, ne, se jih lahko odpravi, če pride, ne vem, na oblast kakšna konzervativna vlada, tako kot je recimo to zdaj na Poljskem. Tako da vidimo, da res, da so to samo tiste vmesne, na nek način vmesne pridobitve, ne? Ni pa to končni cilj. Zdaj, ena izmed pogostih tem v povezavi s feminizmom je zagotovo tudi nasilje nad ženskami. Pa naj bo to spolno, fizično, psihično. Po statistiki je vsaka tretja ženska na 15 letom starosti v Sloveniji že doživela neko obliko spolnega ali fizičnega nasilja. Statistike so grozljive. Pogosto se to dogaja celo v družinskem krogu, ne, in znotraj partnerskih odnosov. Pa tudi na naših delovnih mestih, sploh v teh poklicih, kot so na primer natakarice, trgovke, medicinske sestre. Tu je res malo morje teh zgodb spolnega nasilja, nadlegovanja. Ali tudi vedve poznate kakšne primere iz vajinega delovnega okolja, in kako bi naj naslavljali, pa ne naslavljali, v bistvu reševali probleme nadlegovanja, nasilja nad ženskami? Ja, jaz bi rekla, da že od malega, ne vem, jaz sem sploh začela delati kot v gostilnah, v barih, in tam je, pa itak sem z vaškega okolja in tam je bilo tega ful. Sem bila v bistvu skorajda navajena tega. Vem, da me enkrat tak en 80-letni moški po riti udaril in pač jaz sem bila v šoku, jaz sploh nisem vedela, ko sem stregla juho, sploh nisem vedela, kako naj reagiram in pač takrat sem si mislila, okej, v redu, se bo itak kmalu umrl, da pač nisem, ne vem, kaj bom zdaj šla tja šefici reči, pač ostane pri tem, no, da se ti to zgodi, pa probaš nekako normalizirati to. Ja, sploh v takem okolju se mi zdi, pa se ni samo v podeželskem okolju, ampak mogoče tam so te prakse bolj pridajo do izraza. Kaj pa ti misliš, Laura? Z borilnim veščinam, se ne. Se ne. Jedneč, kva zakonodajo moramo še bolj zaostriti, pa represijo na tem storilcem, ne. Ja, zagotovo bi se tudi na tem področju kaj dalo, ne. Je pa dejstvo, da res pač ni naključje, da je ravno v teh poklicih se to velikokrat dogaja,
in je to že tak sestavni del tega poklica, ne. Celo to, ko si ti, Urška, omenila delo v gostilnah, v gostinstvu na splošno, ne, da je tako normalizirano, da potem tudi, če greš verjetno do šefa, šefice, se pritožiš, da celo, ne vem, da si celo sam potem kritiziran, češ, da moraš biti prijazen do strank in da se jim moraš smejati in da moraš biti ustrežljiv, ne? Da je to del tvojega poklica, ne, nazadnje, ne? Sploh te službe, kjer se streže strankam ali pa kjer si v tem položaju, da si nek servis. Ja, in jaz sem tudi vedno pač mogla gledati, da sem lepo oblečena, da dobro izgledam. Čeprav kao primerno neki gostilni, pač če sem delala tam v restavraciji, da imam urejeno pričesko in nek sako in to, ampak še vedno pač, da izgledam seksi. Na nek način, pač to je bilo vedno pričakovano, ne. Kar je grozno, ja. Laura, kako pa je v poklicu osebne asistence? Prihaja velikokrat do takšnih nadlegovanj? Ja, mislim, da prihaja, no, sicer poznam kako zgodbo, meni osebno se še to nekaj zgodilo, ne. Tako da, ne vem, treba je govoriti, ne, treba je povedati, ne, ker večina žensk je pol tihne, ne vem, ne, niti si ne upa pol izpostaviti, niti. Ja, ker velikokrat, ja, ali pa jim celo rečejo, da se potem naj obrnejo na, ne vem, kadrovsko ali pa na vodstvo, ne. Tako, kar je dvojni pritisk potem na njih, ne, in si v bistvu v nemogočem položaju. Ja. Okej. Pa smo pri koncu današnjega podcasta. Zdaj nekako smo skozi pogovor ugotovili, da neenakost žensk, da je to posledica v bistvu kapitalističnega družbenega ustroja, in da se je zgodovinsko potem oblikovala ta dinamika moči med moškimi in ženskami. Zdaj, kako pa naprej? Feminizem zagotovo ni ločen boj od ostalih bojev in je sestavni del razrednega boja. Glede tega smo se v bistvu strinjale vse tri govorke. Nenazadnje, gre že za statistično gledano, gre za polovico prebivalstva, ne. Vsekakor feminizem ni boj proti moškim, ampak skupaj z njimi, ne, proti izkoriščanju obeh spolov. Zdaj, zgodovina pa nam dokazuje, da smo ženske zmeraj bile pomemben, če ne osrednji del naprednih družbenih sprememb, in jaz sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnosti. Hvala obema za sodelovanje. Z vami smo bile Urška, Laura in Jerneja in poslušali ste Pesin suk.